Živijo, torej dan začnemo z izzivi za samske in z izzivi za pare. Na Facebooku sem vas malo vprašala, koliko vas je več v skupini odnosi in spolnost, ali vas je več samskih ali več parov in kateri bi si bolj želeli iti čez ene izzive, zdaj to poletje. In ker ste se oboji oglasili, bom tudi v bistvu te izzive združila. In ker je danes prvi dan teh izzivov, sem se odločila, da vam za začetek dam nalogo, da se majčkeno soočite s situacijo, v kateri ste, da majčkeno razmislite pravzaprav, katere so tiste stvari, za katere ste danes zmožni biti hvaležni. Se pravi, če ste samski, potem velikokrat gledamo na situacijo ali pa na življenje kot na eno obdobje nekega pomanjkanja, kaj vse nimamo, kaj vse pogrešamo, kaj vse bi želeli imeti. In velikokrat pozabimo na to, kaj vse pa imamo, kaj vse pa nam služi, v čem vse pa uživamo. In zaradi tega bi si želela, da se danes samski spomnite na vse stvari, za katere ste v vašem življenju hvaležni. Se pravi, da si zvečer za začetek tega izziva vzamete list papirja in napišete gor vse stvari, za katere ste danes v tem trenutku lahko hvaležni. Zato si morate prav vzeti čas, zaradi tega, ker verjamem, da ene stvari, ki jih vsak dan gledamo ali pa spremljamo, da jih že zelo težko sprejemamo z neko hvaležnostjo, ali pa smo že navajeni gledati na to, kakor neko pomanjkanje v smislu, itak sem samska, itak vsak večer moram iti sama spat, nimam nobenega, ki bi se lahko k njemu stisnila. Se pravi, govorim iz nekega pomanjkanja. Zaradi tega probajte danes na vse te stvari pogledati še iz druge perspektive. Mogoče, da razmislite, koliko ste lahko hvaležni za to, da imate nek mir, da lahko greste zvečer spat, kadarkoli želite, da recimo lahko zvečer berete knjigo ali pa imate prižgano luč toliko časa, kakor vi želite in ne rabite paziti na partnerja, ki bi šel pa mogoče rad prej spat ali pa kasneje spat ali pa kakorkoli. Skratka, da res greste eno tako inventuro čez vaše življenje in da tiste stvari, ki ste hvaležni, itak zapišete in tiste stvari, za katere vas trenutno najbolj morijo in so vam najbolj grozne, da probate v tistih stvarih najti kakšno pozitivno stvar. Če je lahko v tej situaciji ali pa v tistih stvarih kakšna stvar, za katero ste hvaležni. In isti izziv je tudi za pare. Se pravi, za čisto en uvod v to, s čim vse se boste mogli partnerji srečati v naslednjih dneh, se mi zdi prav, da se najprej srečate s tem, kdo sploh ste, zakaj ste v tej vezi, v kateri ste, zakaj ste hvaležni, čez katere izzive vse ste že skupaj s partnerjem šla in kaj so vam te izzivi prinesli dobrega. Kaj so vse te stvari, za katere ste danes lahko v tem odnosu hvaležni. To ne delate s partnerjem skupaj, ampak pravzaprav vsak zase. Ker v partnerstvu je zelo pomembno, da znamo biti najprej ločeni. Se pravi, da zna najprej en od partnerjev razmišljati samostojno o svojem življenju, o svojem telesu, o svojem doživljanju kot o celoti. Se pravi, kaj jaz doživljam, ne glede na to, če je partner s tem čist razočaran, če ima partner tukaj čist drugačno mišljenje. In seveda, da to naredi tudi drug partner. Ker šele potem, ko boste vsak zase si nekako vrednotila to, zakaj sploh sta skupaj ali pa zakaj sta na tej točki, na kateri sta, potem se boste lahko tudi začela srečevati pa še delati ene naloge skupaj. Jaz sem ful zadovoljna in ponosna na vse, ki se boste teh izzivov lotili, ki boste res sledili vsakodnevnemu izzivu in jih probali izpolniti. Zaradi tega, ker res verjamem, da je en smeh, ena igra, ena sproščenost, en bistven del našega življenja in pa naših tudi partnerskih odnosov. Da ni res vse teža, pa otroštvo, pa travme, pa bolečine, pa žalost, ampak da znamo kot odrasli posamezniki
si tudi kakšne stvari ali pa poglede obrniti, pa pogledati mogoče tudi iz druge perspektive, a ne. Mogoče to, da sva se mogla soočati z nekimi izzivi, nama je to prineslo nekaj dobrega. Ali pa sem lahko hvaležna za to, da sva imela, ne vem, mogoče težek začetek. Okej, toliko za danes. Ne pozabite, nalogo delate vsak sam. In po končani nalogi si seveda to lahko pokažete, zakaj sta hvaležna, si lahko delita, si povesta, ampak to za prvi dan ni obvezno. Danes je vajina naloga samo to, da se lotita tega izziva, da si vzameta en čas za en razmislek in da si majčkeno pogledata situacijo, v kateri sta. Toliko za danes. Jaz vas lepo pozdravljam in se vam jutri javim z novim izzivom. En lep pozdrav, adijo!